Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Ivana, devica Orleanska. Z 18 leti sem v naši nekdani državi šel k vojakom. Služim narodu, smo vpili v tisti vojski, kadar nas je kdo pohvalil zvrlo dobro. Pa mi še danes ni najbolj jasno, čemu je služilo tisto leto, ki smo ga bili povprečno zdravi fantje prisiljeni preživeti, nekateri zelo daleč od doma. Dobro, iz časovne oddaljenosti in pokriti s patino nostalgije so spomini vseeno bolj ali manj prijetni, predvsem smešni. Če pa sem vprašan, pa odkrito povem, da ni bilo prav nič prijetno bivanje za zaprtimi vrati kasarne, v izključno moški družbi, nabrani z vseh vetrov in iz vsakovrstnih rod, ki se je med seboj močno razlikovala po vedenju in vedenju, po pogledu na Boga, svet, samega sebe in predvsem na državo, ki smo ji vrlo dobro služili. Priznam, da sem bil dostikrat prestrašen, včasih tudi obupan ob vežbah, fizičnem in psihičnem naporu ter rokovanju s pravim orožjem. Služili smo narodu, v resnici pa pripadali različnim narodom in posledično različnim domovinam, čeprav združeni v eno državo, ki je nihče ni imel čisto za svojo, ali pa jo je kdo imel samo za svojo. Vse to je botrovalo krvavemu razpadu sistema, saj je kmalu potem, ko sem odslužil svojo dolžnost, tudi nekdanja država odslužila. Zato mi je, ljuba moja sveta Ivana, toliko bolj fascinantna tvoja zgodba, tvoj pogum, ki je k obrambi domovine podžgal malodušno in, kar seveda ni zanemarljivo in je treba posebej poudariti, moško vojsko. Nisi sicer težko predstavljati drobne najstnice, ki se oblečena v oklep, jahajoča belega konja postavi na čelo vojske. Malo teže je dojeti, da si je moška armada pustila voditi. V trenutku, ko je prvi mož države odpovedal, si ti oblekla hlače in pokazala, koliko te je v njih, pa čeprav ti je v osnovi manjkalo tistega, kar bi v teh hlačah moralo biti. Predvsem pa v teh hlačah, ki so bile v tistih davnih časih za žensko že same po sebi bogokletne, ni bilo srca. O ne, ti si srce nosila tam, kjer mora biti, bilo ti je v prsih in bilo ti je v prvi vrsti za Boga in domovino. Možaki že tako ali tako težko prenašamo poraze, če pa je ob tem ranjen še naš ponos, znamo postati maščevalni. Zato ni čudno, da si končala kot si, zažgana na grmadi, obtožena čarovništva. Ker kako drugače kot s čarovnijo bi lahko ženska bila boljša, pogumnejša in močnejša od nas. Ljuba moja sveta Ivana Orleanska, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas, da bomo pogumni, predvsem pa srčni. Gregor.